Zadnjo tekmo druge slovenske nogometne lige v jesenskem delu sezone 2018-2019 je ekipa Ašk Bravo odigrala v Ravnah na Koroškem pri nogometnemu klubu Fužinar. Videli boste vrhunce tekme, ki se je kljub dobri predstavi Brava zalomila v drugem polčasu. Tokrat smo bili gostje v podjetju Big Bang, kjer smo se po dobri polovici sezone pogovarjali s članskim trenerjem Ašk Bravo Dejanom Grabičem, ki je analiziral jesenski del sezone in predstavil načrte za drugi del letošnje sezone. V oddaji Bravo nogomet pa smo za vas izbrali 5 najlepših golov iz jesenskega dela prvenstva. Vaš gostitelj bo Srečko Ferleš. Prisrčno pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, in dobrodošli v naši oddaji Bravo nogomet. Kot ste lahko videli, znova nismo doma, ampak smo pri partnerskem podjetju Big Bang, namreč nahajamo se v poslovalnici v PTC-ju v Ljubljani. Danes pa smo na našo zofo povabili trenerja članske ekipe Ašek Bravo, s katerim bomo spregovorila o zaključku prvega dela letošnje sezone v drugi slovenski nogometni ligi. Dejan, pozdravljen. Lep pozdrav. Na začetek me zanima ena splošna ocena teh prvih 17 tekem v drugi slovenski nogometni ligi. Kako si zadovoljen glede na to, da je ekipa Brava na drugem mestu, da ima 33 točk in da je povsem realno, da se bori za sam vrh tudi v spomladanskem delu? V naših načrtih, v napovedih pred sezono smo si začrtali točno ta cilj, biti rezultatski cilj, biti v stiku z vrhom, kar nam je uspelo. Normalno je pa nek malo bolj grenak priokus, zato ker smo bili, ne vem, dvakrat ali trikrat v priložnosti, da bi naredili še en korak naprej, se pravi, da bi se odcepili na lestvici, da bi naredili, ne vem, točkovno prednost 6-7 točk. To nam ni uspelo, ampak verjetno z razlogom. Očitno nismo še tam, kjer bi morali biti. Je pa res, da je korak naprej narejen v primerjavi s prejšnjo sezono, ker smo s podobno ekipo, s podobno mlado ekipo naredili v bistvu bolj stabilno polsezono. Če govorijo o samem razvoju igre, o samih nogometaših, torej rezultatsko je cilj dosežen v tej prvi polovici, kako pa ste zadovoljen s samim razvojem svojega modela igre in pa z odzivom nogometašev na igrišču? Naš model, klubski model igre se dopolnjuje, spreminja, nadgrajuje. Igralci ga lepo sprejemajo. Poudaril bi še enkrat, da mi od naše filozofije nismo odstopili. Se pravi, mi še vedno ponujemo ogromno priložnosti mladim igralcem. Če lahko omenim, smo po tistih kriterijih NZS-ja igralci pod 21 letom. Mislim, da smo že dosegli tisto kvoto, ki jo je NZS določil kot neko mejno za celo sezono, smo jo mi dosegli v 17 tekmah. Se pravi, da je toliko in toliko igralcev mlajših od 21 let dobilo dovolj minut na vsaki tekmi. To je prva stvar. S prihodom bolj izkušenih igralcev smo dobili pa neko povezavo oziroma neko bolj smiselno zgodbo, da lahko tudi ti mladi igralci še bolj napredujejo in da v končni fazi, da smo lahko tudi rezultatsko bolj uspešni. Omenil si grenak priokus, mora vas dotakniti teh zadnjih 3 tekem v jesenskem delu, ko je ekipa Brava zbrala samo 1 točko. Zadnja tekma proti Fužinarju, precej nesrečna rezultatsko gledano. Pa me samo zanima, kako si ti to tekmo videl sedaj z manjšim časovnim zamikom glede same igre naše ekipe? Jaz mislim, da smo odigrali odličen prvi polčas. Bili energetsko dobri, bili v bistvu napadalni, imeli ogromno priložnosti, celo zadeli 2-krat. Res pa je, da je naš procent izkoriščenih 100% priložnosti zelo nizek. To se nam ponavlja že drugo sezono zapored in poskušamo najti rešitve glede tega. Kar se tiče te tekme, je pa stvar taka,
da smo tudi v drugi polčas vstopili zelo agresivno. Smo pa, ne vem, s serijo individualnih napak v roku 10-15 minut dobili 3 zadetke, kar je za nekoga, ki želi imeti stik z vrhom oziroma ima še više ambicije, nedopustno. Normalno, analizirali bomo, oziroma smo že stvari, razloge, zakaj se nam to dogaja, ker to se nam ponavlja. Naša kakovost branjenja v prvi tretjini, se pravi pred našim golom, ni na nivoju, ki bi nam lahko dolgoročno prinesel neko stabilnost, oziroma da bi take tekme zmagovali. In to je ena od stvari, ki se jih bomo posvetili v spomladanskem delu prvenstva. Ne glede na vse to, pa fanta ne moremo na tej tekmi kaj dosti zameriti. Normalno, to je padec koncentracije. Želeli so si pa mogoče še bolj kot na vseh ostalih tekmah to tekmo zmagati. In za to tekmo jih lahko samo pohvalim, kar se tiče odnosa, kar se tiče pripravljenih priložnosti. Svoje točke bomo morali iskati drugje. No, sedaj pa si, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, skupaj pogledamo najlepše trenutke omenjene tekme, torej sledijo vrhunci tekme NK Fužinar, AŠK Bravo. Zadnjo v tem jesene na Koroškem proti ekipi Brava. Začeli so domači nogometaši sredine igrišča in sicer Fužinar igra v rdečih dresih, Sežana povsem približala ekipi Brava in pa Radomelj, kajti tabor Sežana je na 3. mestu s 30 točkami, sedaj prva priložnost za gostujočo ekipo Anisija Šarangić je ustrelil, vendar v kazenski prostor in sicer Halilović je zelo blizu. Dober poizkus je bil tole strani Žana Medveda na stadionu Ilirije v Ljubljani. Brežice pa vodijo proti Ankaranu z 1-0, sedaj pa leva priložnost. Anisija Šarangić s podajo, Mitja Križan pa je bil, oziroma padel je v gol brez najstrožje kazni, širi roke gostujoči trener, kot tudi, kot sem že omenil, je tole 4. medsebojni obračun teh dveh nasprotnikov. Sedaj pa še enkrat Milan Džajić takole padajo v kazenskem prostoru in znova brez kazni 11 metrov. Nukić je poizkušal s podajo v kazenski prostor, vendar tam so napaka. Lan Piskole z lepo žogo proti Križanu, vendar izjemna obramba strani Uroša Poljanca. 17. tekmo. Igralci pri Bravo, ki so odigrali prav vse tekme, zdaj pa poizkus Žana Medveda, že v 10. marca, ko bo ekipa Brežic gostovala v Ljubljani. Zdaj pa še ena leva priložnost in zadetek! Mustafa Nukić je dosegel svoj 10. gol v letošnji sezoni, potem ko Bravo na 2 tekmah ni uspel zabiti, pa je Mustafa Nukić poskrbel za pravi evrogol. Od prečke se je žoga odbila in pogledajte, kakšno veselje na klopi. Nukić in pa Lan Piskole. Piskole se je odločil za strel, tole ni bilo slabo. Vrata članske ekipe Brava. Tole je Mustafa Nukić pogleduje, Nukić leva podaja v kazenski prostor in 2-0. 2-0, Mitja Križan takole brez veselja, kajti še avgusta je igral za ravenski Fužinar, ampak Mitja Križan je izkoristil svojo višino, gre za največjega nogometaša poleg Darka Zeca pri ekipi Brava. Mustafa Nukić pa je poleg gola sedaj opisal odnos za športno borbo, seveda tega nihče ne očita nobenemu nogometašu. Zdaj pa še ena leva priložnost, Anisija Šarangić, ki pa mu je žoga ušla in toče ekipe. Takole pa, kot rečeno, Mihael Antić končuje tale prvi polčas na mestnem stadionu kroga druge slovenske nogometne lige med ekipama Fužinar in pa AŠK Bravo. Glavni sodnik Mihael Antić je ravno kar dal znak za začetek tega drugega polčasa. V prvih 45 Špoljanec, pa v obrambi od leve proti desni Jaka Bokšan, Denis Halilović, Dejan Kukić in pa Domen Ivković. Zdaj pa leva priložnost, Domen Gril pa z izjemno obrambo, še enkrat pa so poizkušali nogometaši Fužinarja. Medved pa je prišel do že svojega 10. gola. Ne, to ni bil Medved, ampak Dominik Ivkić. Ivkić je dosegel svoj drugi zadetek in sedaj je rezultat znižan na 1-2. Podaja v kazenski prostor, proti Žanu Medvedu je šla žoga. Dobro pa je Medveda zaustavil, najprej Domen Gril, tole je bilo zelo nevarno. Sedaj pa so prišli domači do leve prednosti, sedaj pa priložnost za Anisija Šarangića. Šarangić je bil tam oviran s 3 nogometaši Fužinarja, Brežic in pa
Ankarana 4-1 vodijo Brežice doma, zdaj pa znova nevarna podaja v kazenski prostor, 2-2. 2-2 gol pa je dosegel Žan Medved. Kako hitro so sedaj zapravili prednost domači oziroma gostujoči nogometaši. Na začetku 54 minute je gol dosegel Žan Medved in na ta način Misja Šaragić. Žoga proti oddaljenejši vratnici. Je pa Lan Piskole, ki se je odločil za strele, še enkrat David Brekalo, Brekalo je ustrelil, Ivkić ob njemu, še vedno Brekalo, David Brekalo in 3-2. David Brekalo, vendar v prepovedanem položaju se je znašel David Brekalo. Ja, izjemna samostojna akcija osrednjega branilca Brava, ampak v prepovedanem položaju je bil David Brekalo in za voljo tega gol ne bo veljal, kar pomeni, da ostaja pri 2-2. Pa kot postojen nogometaš Ljubljanske Olimpije pri Bravu. Sedaj še eno preigravanje, še ena podaja v kazenski prostor, ne, to je bil kar strel. 3-2. 3-2 v 59 minuti. Neverjeten preobrat je uspel gostujoči oziroma domači ekipi oziroma proti Turkušu. Zdaj pa napaka strani Jukića, podaja Mustafa Dukića. To da ni uspelo na koncu. Nekaj zanimivih rezultatov na preostalih tekmah, no na tele pa konec srečanja in sicer po mrku gostujoče ekipe v začetku drugega polčasa, ko je Fužinar dosegel 3 zadetke, Bravo tokrat do četrte. Evo, fanta, izvolite, tule odložite, jaz pa urodi. Še en autogramček bi prosil. Petra, kam si mi dala šofen cigari? A imate kakšnega dobrega monterja? Ja, Sej navodila so pa zraven, ne? Za prilogo? ali za predit. S prenovljeno ponudbo prodajnih storitev zagotavljamo najboljši nakup. Big Bang. Boljša storitev, boljši nakup. Odkar imamo vse energetske rešitve pod eno streho, je vse drugače. Vsi smo brez skrbi, saj je v naš dom prišla dodatna toplina. Oči pravi, da je naša hiša dobila novo srce. Jaz pa vem, da je to v bistvu naša nova toplotna črpalka. Vse rešitve pod eno streho. Petrol. Energija za življenje. Če me želite spoznati, morate potovati z mano. Ja, vem. Vsi ti kompromisi. Kaj vzeti s sabo? Kako priti do letališča? Prtljaga. Udobje. Pa prostor za noge. Te skrbi jaz spuščam doma. Zakaj ne bi vedno izbrali najudobnejše poti? Brez kompromisov. Nomago. Dejan, sredi jesenskega dela se je poškodovalo nekaj nogometašev, nekaj ključnih nogometašev, pa me zanima, če sta morda poškodbi Luke Žinka in Alena Krciča, ki sta prišli v zares neljubem trenutku, ko je bilo zares veliko tekem zapored, če je to kaj vplivalo na same igre naše ekipe oziroma tudi končnih rezultatov. Mislim, tega ne bomo mogli nikoli vedeti. Lahko samo predvidevamo, da je mogoče temu bilo malo tako, ne? Da smo imeli veliko smolo z dvema poškodbama, s tremi, v bistvu tudi Jaka Bejše se je vmes poškodoval. Moram poudariti, da smo s temi izkušenimi igralci dobili res kvaliteto, res liderje na igrišču, dodano vrednost, kar se tiče kakovosti igre, se pravi Žinkom, Zecom, Bejšo in Krcičem. Kot si pa že omenil, smo pa ostali, ne vem, 8 tekem, ključnih tekem mogoče za nek preskok brez Luke Žinka in brez Alena Krciča, vmes tudi brez Jake. Ampak, ok, taka odsotnost se bi poznala v vsaki ekipi. Predvsem naši mladi, ki se v ključnih trenutkih ni znala nasloniti na nekoga, ki bi znal te stresne situacije amortizirati, če se lahko tako izrazim, oziroma da bi znali zadržati kakšno vodstvo, da bi znali v težkih trenutkih zabiti kakšen gol več. A kako je sedaj stanje s poškodovanimi nogometaši do marca, ko se nadaljuje sezona druge lige, bodo vsi naredili? Ja, pričakujemo, da bojo že na začetku priprav, 15. januarja, da bojo vsi pripravljeni in da bomo v tistih 8 tednih
sestavili res spet dobro moštvo. No, sedaj pa se še zadnjič dotaknimo jesenskega dela letošnjega prvenstva in sicer pogledali si bomo izjavo kapetana Milana Džajića, ki je spregovoril ne samo o tekmi proti Fužinarju, ampak nasplošno o celotni jesenski sezoni 2018-2019. Milan Džajić, zaključil se je jesenski del letošnje sezone druge slovenske nogometne lige in prvič se je Bravo zgodilo, da je drugič zapored izgubil. Podobno sem vprašal tudi trenerja. Povej mi še ti, kaj se je dogajalo v prvih 10 minutah drugega polčasa, ko je Bravo dobil 3 zaporedne gole. Težko je karkoli komentirati po taki tekmi. Ne vem, prvi polčas mislim, da smo imeli vse pod kontrolo. Eden boljših polčasov odigramo v sezoni. Pridemo v drug polčas, kjer se zmenimo ene stvari in ne vem, težko razložim teh 15 minut. Bomo analizirali vse. Fužinar je pač vse, kar lahko rečem, da sam čestitam nasprotniku za zmago. Mislim, da vseeno zaslužena zmaga nasprotnika. Energije je kljub temu po tretjem doseženem golu nasprotnika je bilo na strani naše ekipe. Torej, poizkušali ste, ampak nekako ni šlo. Kaj se je dogajalo v tisti drugi polovici drugega polčasa? Bila je energija neka, mislim, da nismo bili energetsko slabi na tej tekmi, ampak enostavno nas danes mogoče niti ni nagradili z enih razlogov, mogoče ne zaradi te tekme, ampak mogoče moram jaz sam pri sebi. A dajem dosti za fuzbala, a je to, kar je, da se mi lahko vrne tako tekmo na pozitiven način. In meni in mojim soigralcem imamo zdaj en mesec, da dobro razmislimo, če dajemo res maksimalno vse za nogomet, da bi se nam lahko mogoče take stvari nam dogajale, ne pa proti nam. No. Zaključiva pozitivno, vendarle pa je Bravo po 17 krogih na drugem mestu druge slovenske nogometne lige, 33 zbranih točk in če gledamo samo ta aspekt, je kljub temu ta jesenski del pozitiven za Bravo. Kakšno je tvoje mnenje? Težko trenutno gledam na vse skupaj pozitivno. Drugi smo, ne moramo biti zadovoljni. 33 točk ni slabo, ampak mislim, da moramo iti dosti bolj v drugi del sezone, da zvlečemo še več iz sebe, vsak posameznik in mislim, da smo lahko še boljši, kakor trenutno smo. Vse, če pa je možnost za napredek, se pravi, da ni glih toliko dober, kakor se sliši. Dejan, tale izjava Milana Džajića se mi zdi vsebinsko zelo, zelo močna. Kako si jo ti kot trener dojel? Dojel sem jo tako, da vidim, da fantje razmišljajo v pravi smeri. Tako kot v klubu delujemo na način, da veliko vlagamo v znanje, v napredek, hočemo en drugega metati ven iz te neke cone udobja, če se kdo v njej znajde, se pravi non-stop iskati nova znanja, boljše prakse, boljši način dela, večjo predanost, večjo borbenost. In to me veseli, da je kapetan tudi, da se tega zaveda in da je to prenesel na igralce, ker mislim, da nam vseeno manjka vsem skupaj in strokovnem vodstvu, predvsem pa igralcem na trenutke tista res 100% predanost oziroma odločenost, da bi vedeli, kaj želijo doseči v karieri. To je pa, mislim, karkoli se bo zgodilo v karieri, je lahko posledica samo trdega dela. Talentirani so vsi. Talentirana je vsa konkurenca svetovna. In mi, če ne bomo 100%, če ne bomo vedno naredili še tistega koraka več od ostalih, pač ne bomo mogli biti konkurenčni. In to velja tudi za naše fante, ki se pač morajo odločiti, da tisti, ki hoče narediti, ne vem, postati prvoligaški nogometaš ali kaj več, bo moral veliko več truda
odločnosti, odrekanj in ostalih teh zadev pokazati, da mu bo to uspelo. Dejan, če pogledamo lestvico po 17 krogih druge slovenske nogometne lige, Radomlje je na prvem mestu 3 točke pred Bravom, nato pa vse do 7. mesta, mislim, da še povsem realne možnosti, da se ekipe umešajo v boj za prvo mesto. Glede razširjene lige, smo že lani ugotovili, da je bila to prava poteza nogometne zveze. Letos pa se mi zdi, da je liga še nekoliko bolj izenačena. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Ja, v bistvu smo pred sezono postavili podobno oceno, kot je zdaj stanje na lestvici. Se pravi, da bo 7 ali celo 8 ekip zelo izenačenih in to se je izkazalo za resnično, kar je super. Res pa je, da tudi te ekipe, ki so trenutno niže na lestvici, niso slabe ekipe in za drugo ligo je to odlično. Se pravi, da vsak lahko premaga vsakega, veliko prostora je za mlade igralce in liga je res zanimiva, res je, mislim, da je tudi gledanost skozi večja, tudi obiski na stadionih, tako da samo pozitivno, kar se tega tiče. Sedaj imajo fantje, tudi vi, strokovno vodstvo, nekaj časa za počitek, za odmor. Je navodilo igralcem, da se sedaj nekoliko v narekovajih odklopijo od nogometa. Kakšni so sedaj načrti oziroma kaj bodo sedaj igralci in kaj boste vi kot strokovni štab počeli sedaj v tem decembru in v januarju? Ja, igralci se normalno se morajo spočiti, ker za njih nekateri od njih so bili prvič soočeni z nekim pritiskom, ne vem, rezultatskim pritiskom, da je res treba zmagovati na vsaki tekmi. In se je videlo ob koncu prvenstva, da so bili že malo tudi čustveno prazni, kar se tega tiče. In zato se morajo odklopiti, kmalu pa spet nazaj priklopiti, ker bodo dobili individualne programe dela, da bodo prišli na začetek priprav že z dobro osnovo. Kar se tiče pa strokovnega vodstva, pa za nas se delo ne konča, oziroma se v bistvu še na novo začne, še mogoče bolj intenzivno v pisarnah, kjer bomo temeljito analizirali celo polsezono, pripravili tudi, ne vem, video materiale za nazaj in to, kar bomo pokazali potem na začetku priprav, spet osvežili model igre in se ukvarjali normalno z individualnimi pogovori s trenutnimi igralci in mogoče s kakšnim potencialnim, ki naj bi prišel naš klub po zimi. Omenjal si 15. januar, to je začetek priprav na spomladanski del sezone. Kako bo potem potekalo, je že kaj znano? Torej od 15. januarja se znova dobite na treningih, ja. Potem pa do marca sledijo priprave. Ja, to pripravno obdobje bo malo daljše kot poletno, se pravi 8 tednov. Vmes načrtujemo 7 ali 8 prijateljskih tekem, večino imamo že dogovorjenih, močnih prijateljskih tekem. Poskušali bomo čim več igrati s prvoligaši, da se tudi tu znamo nekako umestiti in videti, kje smo. Odšli bomo tudi na krajše priprave v Umag, 5-dnevne, in mislim, da bomo nadgradili naše delo in da bomo poskušali biti v bistvu še bolj konstantni v spomladanskem delu sezone. Sedaj pa si bomo, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, ogledali 5 najzanimivejših oziroma najlepših golov, ki so jih dosegli igralci AŠK Bravo v tem jesenskem delu sezone. Uživajte! Boj zdaj na drugo stran proti Šaragiću, zavira ga Pihler. Šaragić je spretno preigravanje. Šaragić strelja, odličen strel in super gol, 2-1 za Bravo. Ja, Šaragić je zdaj pokazal svojo
10. marca, ko bo ekipa Prežih gostovala v Ljubljani. Zdaj pa še ena lepa priložnost in zadetek! Mustafa Nukić je dosegel svoj 10. gol v letošnji sezoni, potem ko Bravo na 2 tekmah ni uspel zabiti, pa je Mustafa Nukić poskrbel za pravi Eurogol. Od prečke se je žoga odbila in pogledajte, kakšno veselje na klopi. Dejan, igralci se morajo ves čas izpopolnjevati, vedno boljši morajo biti, če želijo napredovati v svoji karieri. Podobno pa je verjetno tudi z vami trenerji. Pred časom si bil v Nyonu v Švici na sedežu UEFA, pa me zanima, kaj si pravzaprav počel tam. To je bil seminar za UEFA Pro licenco. Bilo nas je 13 trenerjev iz Slovenije plus mentori, zraven pa še delegacije iz Nemčije, Škotske in Poljske. V bistvu vsebinsko je bilo, kar se mene tiče, mi je bilo fantastično tam. V bistvu, glavna stvar, ki sem jo potegnil, je ta z tega seminarja, se pravi, je način razmišljanja. Večina ljudi tam, ki so nam predavali in tisti, ki smo to poslušali, je bilo res odprtih, želeli so si novega znanja, medkulturnega povezovanja in podobno. Bistvo vsega je pa bilo to, da tudi tiste največje avtoritete v svetovnem nogometu, kot je recimo Roberto Martinez, ki je bil gost, so tako skromni, tako predani svojemu delu, tako usmerjeni v znanje, v razvoj, v napredek, da je to nekaj neverjetnega. In ko to vidiš, se v bistvu malo zaveš, da kako smo mi včasih majhni v razmišljanju, se pravi, da smo zaprti v to neko našo majhno Slovenijo in da ne vidimo čez planke, da ne vidimo ven, da ne vidimo dlje, da nočemo videti. Kar me je navdušilo, je bilo to, da ni absolutnega znanja, ni absolutne resnice v nogometu, tako kot v življenju. In to so ves čas tam poudarjali. Potrebno se je izmenjavati mnenja, noben nima absolutno prav, noben nima absolutno narobe, vsak se lahko uči od vsakega. Omenil si Roberta Martineza, selektorja belgijske reprezentance in nekaj časa tudi prvega kandidata za prevzem Reala, ki se potem ni storil. Roberto Martinez, dejal si zanimiv človek, nam lahko kaj več poveš o tem gospodu, kot si mi sam dejal v neformalnem pogovoru? Ja, kot sem že prej rekel, navdušil je s skromnostjo, s širino, v bistvu z dostopnostjo. Za vsakega si vzel čas, odgovarjal je pa tudi na naše vprašanja, v smislu, da če ga nekdo vpraša, kako bi rešil neko situacijo, ne vem, v nogometu, je res pogledal na to malo širše, na neko situacijo, na koncu pa poudaril, da on se bi mogoče tega lotil na ta način, ni pa to nujno, da je prav. To je njegov način, povedal je neko filozofijo svojega razmišljanja in v bistvu tudi nazaj vprašal, no, kako bi pa ti to rešil, recimo, ne. In že tukaj je v bistvu ta želja po znanju tudi z njegove strani je bila fascinantna, ker je v bistvu eden od verjetno top 10 menedžerjev na svetu, ne, nogometnih. To je to. Dejan, naj se ti zahvalim za tvoj čas. Upam, da se boš tudi ti svojo ekipo spočil in da 15. januarja krenete v zares dobro in pa kvalitetno drugo polovico sezone 2018 in 2019 in pričakujem in veselim se že pogovora s tabo po koncu letošnje sezone. Hvala lepa. Hvala. Tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala lepa za vašo pozornost. Uživajte še naprej in ne pozabite, da se znova vidimo prihodnji torek z novo oddajo Bravo nogomet. Nasvidenje!